Veseljakov VIP petek. Z Janjo in Nejca. Tako je in še z nekom napovedovali smo jo že cel teden v Veseljakovem studiu, smo si jo zaželeli in že dolgo želeli. Pevka, ki je leta 2003 stopila na glasbeno pot in s petjem in tudi z njeno lepoto takoj osvojila srce mnogih. Pevka, ki je postala tudi profesorica glasbe, kasneje celo ravnateljica glasbene šole, njeno glasbeno znanje je tudi plod glasbenih korenin. Pravi, da je njen najljubša skladba z možem Maksom, sta srečno poročena že 27 let in ja, z nami je... Današnja VIP gostja je Brigita Šuler. Brigita Šuler, dober dan. Dober dan, kakšna lepa napoved. Pravijo, da je njen najljubši skladatelj Beethoven. Tole nam je ušlo ven. Tole je ja, ušlo. ja. Aha, ok, ja, res je. To smo zbrskali, ko smo brskali po tvojem življenju. A sta bila prijatelja? Uspešni ste bili pri brskanju. Sta se posebno poznali? Ne, sem pa lansko leto celo uspela biti v njegovi rojstni hiši. Smo videli. Ja. A to ste? Seveda. Wow, lepo. Ja, take stvari ne skrivam, ja. Kako se je začelo šolsko leto? Ti, ker si profesorica in tudi ravnateljica? Adrenalinsko, tako prva ste videli. Akcija na polno, otroci so pridni, ja, zaštartali. Ja, kar veliko stvari je potrebno postoriti na začetku šolskega leta, sploh če si vlogi ravnatelja, da vse poštim, ampak fajn. Ampak poučuješ tudi še, imaš svoje učence? Ja, obdržala sem 2 učenki, tako da sem še vedno v stiku s tem, rada učim sicer, tako da, ja. Poučuješ klavir? Klavir, ja. Tako. Ja, ampak tudi še ustvarjaš, ne, smo se že spraševali, ali Brigita Šuler še bo kaj napisala, bo še izdala kakšno pesem. Danes bomo slišali premierno eno tvojo in počaščeni smo, da si nam jo zaupala za ta poseben dan, ko bomo tudi nasploh veliko izvedeli o tebi, Brigita Šuler. S sabo si prinesla tudi 3 svoje osebne predmete, ki nam jih bo predstavila v nadaljevanju. Nas zelo zanima, kaj to je in zagotovo bodo razkrili še kakšno plat o tebi, ki je še ne poznamo. Dobrodošla. Današnja VIP gostja je Brigita Šuler. Res je, Brigita Šuler je danes naša VIP gostja, tako kot vsakega, tudi tebe poprosimo, da prineseš 3 svoje osebne predmete, no in tisti, ki nas ne samo poslušate, nas tudi gledate, boste videli, da zdaj v bistvu skoraj nič ne vidite. Zdaj si v objemu, oziroma on je v objemu tvojem, kaj to, panda, medvedek? Enega čuvaja imam, za katerim se dostkrat skrijem, ali pa malo potolažim, ali pa to je tvoj medvedek, kako me ime? Nejc ni ime. Kar panda je moja panda, ja. Panda? Zdaj tako, težko nalogo ste mi dali, ne, prines 3 stvari, ki ali mi najbolj pomenijo, ali brez katerih ne moram, ne, je rekel moj Max telefon, prines sabo, ne, sej telefon je tvoja druga glava, se brez njega ne gre, ne. Ampak sem dejansko malo pobrskala po spominu in to pando, tega medvedka sem prinesla zato, ker me spominja in je redni spremljevalec v mojem glasbenem studiu doma na karaoke. Aha. Na katerih sem zmagala in sodelovala pri mojih 17 letih v internatu, v dijaškem domu v Mariboru. Wow. In takrat sem bila strastna oboževalka plišastih igračk. Moja soba v internatu in doma je bila polna polička, ne enih slik spominčkov, ampak samo igračk. Takrat je bila tudi navada, da so fantje puncam recimo za kakšno Valentinovo rojstni dan, ne vedno. Smo si kupovali, ne vem, vidimo, mogoče še niste tistih časov. Ne, pač Nejc ni dojel te kulture in navade. Ne, mlajši je, verjetno mlajši. In kdo ti je podaril to pando? Za nagrado je bila na karaokah. Ja. No, sej lahko poveš, da je bil fant, ne? Ne, fant, ja, tudi od fantov sem dobila kar veliko takih plišastih medvedkov, vse imam shranjene, tako ogromno škatlo. In ta edini, ki ni bil od fanta? Ne, ta pa ni bil od fanta, ne od prijateljica, ampak za darilo na karaokah. Takrat sem pela WhatsApp, Bonom Blonc. Glavnem vesela sem bila tako, da sem sploh zapela pred mojimi prijatelji v internatu, ne, še bolj pa tega le medvedka. In takrat dalje, no, soba je bila skoraj polna te moje pande, ne. Ga imam tudi doma in ga skrbno čuvam in tako. Ja, tudi lepo ohranjen, bomo rekli, ne?
Čeprav ima že neki let. Ne maltretiran ga, ne. Lepo stoji pa. Ja. Ni pa panda Da je edina, spomin na srednješolska leta. Tako, ja, ni Ja. panda edini predmet, ki je tukaj. Zdaj nekaj tazga je, kar se jaz pač ne upam dotikati, ker sem bolj nerodne narave. Tako da bi to prepustil res tebi, da vrtiš pa pokažeš tudi našim gledalcem in Tukaj je gledalkam. varen, ne. To je še ena nagrada v obliki To pa je jaz. Diamanta. Tako. Pravzaprav se imenuje ta nagrada Diamant. Ona Diamant 2008. Včasih so, v tistih časih, ko je bila še glasba malo drugačna, mogoče bi temu lahko tako rekla, sem dobila to eminentno nagrado, ki tudi stoji doma v mojem studiu na polici in sem se odločila, da ga prinesem pokazati, da ne bo samo v mojem domu doma, ki mi je takrat zelo veliko pomenila. No. dobila si kot nagrado. Nagrado za najpevko Ona Diamant 2008. 2008. Lepo. Ja. In še Teh nagrad žal več ni, ne, Ja. ampak Diamant pa lep spomin na tiste čase je pa ostal. Zelo lepo si ga izbrusila tudi do zdaj. Še Ja. nekaj malega si prinesla s seboj? Res nekaj čist mini majčkega, zdaj od pande velike pol metra. Čist posebna stvar. Gremo Ja. pa na eno cunco, tako Ja. en mošniček. Tole je v enem mošničku, ki mi ga je sestra prinesla iz turneje na Japonskem. No, pa shranjeno prav posebno stvarco, Ja. ki jo pa imam vedno pri sebi v denarnici. Daj ga lom. Prinaša srečo. Ajde, uganta. Ja, prinaša srečo. Oh. To je 13. Res? Na petek 13. je prinesla In na svoj petek 13. srečni Brigita se res dobro Kakšno na pripravlja. ključje, ne? A A ne, sem da? jaz zbirala datum, ne, vidva sta ga. In Vidva zelo sem so. bila vesela, da sta zbrala takega. Hvala lepa. A ti 13 prinaša načeloma srečo, torej se ne obremenjuješ s V tem. glavnem, ne, nikoli se nisem obremenjevala, nisem tiste, ne vem, da bi imela Ja. navado, ne vem, astrološke napovedi brati oziroma vedeževalke numerologija pa to. Ne, ampak ko sem bila stara 13 let, sem dobila nekaj denarja za rojstni dan in sem si zaželela, da me mami pele v zlatarno in da si kupim zlato besek, črka B. Ni bilo črke B, ampak je bila 13, ki pa je mal podobna črki B. spominja na ne? črko B. Ja, mal spominja na črko B. Rekla, ok, pa naj bo 13, ker sem bila ravno 13 let stara. Ne? Potem pa sem tisto besek jaz izgubila, ni mi jasno kje, ampak sem ga tudi nosila denarnico, ampak izgubila. In mi je potem prijatelj Werner Ja. enkrat kupil, mislim, da za rojstni dan, novo 13. Oh. In tako da me pa tale od takrat dalje skozi spremlja. Sem pa začela ugotavljati ravno leta 2003, recimo, ko sem posnela svojo prvo skladbo. Tale nekje na dnu srca, s katero sem se predstavila na Orionu, to je bilo dejansko moj štart, a ne moje kariere. Je bila dolga 3 minute 13. Potem sem šla na naslednji festival v Koper, se spomnim, Nova scena je bila še takrat. In nisem bila ravno navdušena nad festivalom, oziroma prijavila sem se, ampak tisti dan mi je nekaj govorilo, ne, da se mi pa. Mi je žal, da sem se prijavila, jaz sem tako pop balado, ob meni bodo vsi ostali samo rockerji, v bistvu največ je bilo v tem stilu ostalih izvajalcev. Ne gre se mi, ok, pa grem, ker sem se dogovorila ravno z mamo Patijem, da mi poberete v Ljubljani, da bo to lep izlet za vse skupaj in sem šla. In pridem dol v Koper in smo dobili na začetku festivala že CD, na katerem so bile vse skladbe iz festivala. In ne uganem, tvoja je bila na. No, kjer je 13. mesto? Na 13. mestu. Jaz sem Maxa ni bilo zraven. Ne boš verjel, kje sem na CD-ju, 13. No in Je rekel, to je cahen, dober. ne, takrat še nisva tako dojemala še tega, ne? Ni se še tokrat dokazala ta 13. No, zgleda, da bomo. Čeprav na faksu pa tudi res velikrat. Če je bil izpit na 13. recimo, je bilo vedno dobro. Danes razbijamo miti o 13 številki, o številki 13, da je ne. Da je ni ne- Nekateri jo srečno. nimajo ravno za srečno, no, res. To je bilo čudno na ključe. In kaj se je zgodilo potem na festivalu? A ne? Jaz sem bila nestrpna, se je bilo vse super, zvok je štimal, jaz sem na svojem nastopu uživala, ampak sem rekla mami, ati, takoj kot pojem, gremo, šibamo, Ja. stuki domov. Ne? Ja. Ok, ona dva me čakata, nevarnostnike me niso pustili. Ne, ti moraš počakati do konca, ker morate pa na koncu vsi Iti na še enkrat oder. na oder. In jaz sem, no, joj, ne. In pa grem na oder in sem zmagala, pač, ne. Oh. Ja. Wow, Se čestitke. pravi- Tok se, ne, Ta ampak številka 13 te res spremlja in ti prinaša v bistvu srečo. Verjetno. poleg 13 še je nekaj takih številk, no, ki so se dokazale kot, ne vem,
čudno naključje. No? O katerih bomo pa zagotovo tudi malce Ja. kasneje. Zdaj le malo na glasbo. Kot nekoč in Kot Brigita nekoč. Šuler, naša gostja danes, VIP gostja, glasbena gostja, o kateri bomo v nadaljevanju še raziskovali. Za začetek, iz kakšne družine prihaja. Današnja VIP gostja je Brigita Šuler. Točno tako in res smo se jo veselili v Veseljakovem studiu in končno jo dobili še enkrat dobrodošla. Se imaš fajn? Dobrodošla, ja. Hvala lepa. Ja. Super se imam. Ja. Zdaj ravno ugotavljam, da sem si tole slušalko malo zmaknila, ampak ok, bo. Bom jaz Uživam v vaji. džentelmenski Ja, zdaj bo prav ne, popravil. uživam vaji. Uredil, jaz bom pa govorila tako, Ajde. kot se za ženske spodobi. Smo z Brigito Šuler zdaj premlevali tudi v tem, v spominih, da je bila Brigita Šuler tudi voditeljica na TV Veseljak. V naših preobrazbah so številne ženske Nisem. zares razveseljevali. Sicer pa Brigita prihaja iz zelo glasbene družine. Brigita, ti imaš tudi eno sestro, a ne? Pa tudi oče in mati, oba dva glasbenika, vsi štirje ste glasbeniki, tako čisto za res. Kaj je diplomirala tvoja sestra? Ja, to je zanimiva fotografija, oziroma lep Vsi tisti, spomin ki na ste ta dan, zdajle, ko ki smo imate dobili. možnost, da Ja. preklopiti na TV Veseljak Golica, poglejte, en kup lepih fotografij se nam bo zdaj zarolalo tele za nami. Tukaj je kompletna tvoja družina. Lep spomin Gremo na iz leve proti podelitev desni. diplome. Na levi je oči, ati Rajko, ki ga žal več ni med nami. Potem je sestra Marjetka, jaz, malo sem si podobna, malo, ne? Treba res malo. Malo. In mami Mira. Wow. In to je bilo pred Univerzo v Ljubljani. Najbolj zanimivo je pa bilo to, da smo mi dve sestre v bistvu leto pa pol razlike. Ampak ker smo doma ne v mestu Brežice, ampak 10 km stran, sta naju mame in ati upisala v glasbeno šolo šele, ko sem bila jaz 10 let stara. Sestra pa 8 pa pol, 2 leti so pa po šoli razlike. Ker so bile prej premajhne, ne vem, na avtobus je bilo treba iti in tako se je tudi zgodilo, da smo včasih, ne vem, po 3 ure čakali v Brežicah, da sta najo ati pa mami pobrala. Manj je bilo težje, kar se teh transportnih logistik tiče včasih. Tako da smo prvi dan šle skupaj v glasbeno šolo, tam so bile sošolki. In potem sem v bistvu jaz po 5 razredih malo hitreje sem napredovala in imela dobro podporo ravnatelja v nižji glasbeni šoli, ki me je spodbudil, da sem šla, kljub temu, da sem imela samo 5 razredov nižje glasbene šole, naprej na srednjo. Sestra je še ostala, se pravi, jaz sem imela 5 let narejenih, ona 7. In ona se je seveda odločila, mogoče tudi zaradi tega, ker sem jaz šla že na srednjo glasbeno, tudi jaz grem na srednjo glasbeno. Ti si delala Tako da je klavir, šla. sestra pa violino. Sestra pa violino. In potem je šla tudi ona za mano v Maribor, na srednjo glasbeno šolo, tam so bile tudi skupaj v internatu. Po zaključeni srednji glasbeni šoli sem šla jaz v Ljubljano na akademijo in šla ona spet za mano v Ljubljano na akademijo. Ne? Ampak ne le tako v šoli, tudi sicer sva še vedno zelo povezani, peli sva takoj, ko smo imeli 5 minut sajt, ali pa če smo bila sami doma, kar naprej. Potem v prvi band sva šle, ona pri 15, jaz pri 17 letih. Skupaj v istega? Skupaj v istega, ja, tudi to fotografijo sem, da evo, tole je. Aha, Skupina je Tajfun, ki je bila sestavljena iz samih sosedov in prijateljev, tako da res nepozabna izkušnja tistih let. Nabirali smo odrske izkušnje, zabavali smo se, bili smo najboljši prijatelji. Tako da sestro sva bila pač tudi v tem skupaj, ne? Tudi ona je odlična pevka. Na akademiji je iz violine prešaltala na violo in kasneje se zaposlila pač v Slovenski filharmoniji in še zdaj pač igra, ja. No, zanimivo je bilo pa, da prvi dan sva, kot sem rekla, skupaj štartale to turnejo na glasbeni šoli, oziroma življenjsko pot obeh, pač ne, tudi poklicno. In neko naključje je naneslo tako, da čeprav sem bila jaz po letih 2 leti pred njo, se je meni diplomska malo zavlekla, ker moja je bila take pisne narave, se pravi, jaz sem mogla diplomsko nalogo na temo raziskovanja pripravljati in potem še mentor je bil nekaj časa odsoten, ne vem, če ste hodila na faks, se znajo te stvari zavleči. Ona je imela pa praktično, se pravi, izpit zaključni iz viole, ne? In slučajno smo dobili datum obe enak. Mogoče 13. 30. januar. Mislim, da je bil 30 ali bil 29. Okay.
Na Vedno isti dan. Ona najdeš spomne. neke usporednice, da vas povezujejo te stvari. In Da, v tudi glavnem zanimivo, res. Ne? Z družino- Prvi dan, prvi korak v glasbeno šolo smo naredili tudi skupaj. zadnji. In potem jaz sem imela diplomski zagovor dopoldne, ona je imela diplomski koncert popoldne. Istega dne in potem takem smo imeli tudi istega dne podelitev diplome. Ne? Wow. z družino res si res zanimivo, lepo ne? povezana. Ja. Malo kdo je tako povezan, kot ste vi skupaj povezani, ko smo tole raziskovali. In tudi mamo raziskovali? Miro smo dobili na telefon. Ma ne, da Ja. ste vi moja mami Miro dobili na telefon, Ja. skoraj da ne morem verjeti. Res? Res? In mama Mira ima Res? nekaj lepih besed o Brigiti, veš? Zdravo, Brigita. Mislim, da si me že takoj spoznala, jaz sem tvoja mami. Kaj naj povem o tebi? Da si ti moja prva hčerka, da te imam zelo rada in da sem vedno bila ponosna na tebe in nekako ko ti skušala stati ob strani. Upam, da mi je to uspelo že od otroštva. Smo nekako gojili ljubezen do glasbe. Peti si znala, že predno si znala govoriti. Vse, kar si slišala, si res ponavljala, tako da smo videla v tebi neki potencial, čeprav nismo pa verjela, da se boš z glasbo tako profesionalno ukvarjala, kot je potem ratalo. In še enkrat ponosna sem na tebe, na tvoje uspehe, na tebe, kakšna si. In kako še lepe in nekaj. izbrane besede. Še nekaj želja je dodala mama Če sem ganjena. Mira. Ja, Brigita, ostani takšna, kot si. Ostani zdrava, srečna, pravična, borka za pravico. Takšno te poznamo in takšno te vsi imamo radi. Jaz bom seveda še najbolj ponosna na tebe, da ostaneš poštena punca. Brigita, rada te imam. Brigita. Rada te imam tudi jaz, mami draga. Ste Ja, zelo zdaj ste mi pa povezane z čisto, mamo. ja. Ja, ti bomo malo skupaj jokali, ne? Ja. Ja, to se mi pa še ni zgodilo, res, da bi Zdaj gremo se na kdaj v glasbo. bilo kjer vdaji pa v glasu katero od staršev, tako da Nas bom jaz Res ste me rešil, gremo na pozitivno, glasbo. O tem, kako ste tudi Ganljivo skupaj nastopali kot presenetila. družina, še v nadaljevanju. Ja. Tukaj pa je ena tvoja krasna, ki je tudi povezana s tvojo družino. Hvala ti za lepe dni. Današnja VIP gostja je Brigita Šuler. Res je in ponosni, veseli smo, ker je temu tako, kljub temu, da je petek 13. pa smo jo povabili, ampak Brigita je Lahko še srečna, da je to malo- na petek 13. Še vedno Ja. si ganjena. res je. Mamo smo dobili na Noter me telefon. razganjajo čustva, ja. Res lepo presenečenje, hvala lepa. A bi tudi ti kaj sporočila? Mami bi rada sporočila, da sem zelo hvaležna, da jo imam. Redko kdo ima tako srečo, da ima tako mamo, da mi stoji ob strani že celo življenje. To je nekaj najlepšega in zelo sem vesela, da je aktivna, da je še zdrava, da je taka, kot je. Skrbi vedno zame, za sestro in celo življenje mi v bistvu stoji ob strani. Hvala, mama. Hvala, mami. Rada te imam in upam še na mnoga leta, da boš taka aktivna. Vesela sem, da tudi še vedno poje. Čeprav je bilo res to obdobje, ko nas je ati zapustil, težko za vse nas. Tudi jaz sem si rekla, da ne grem več na oder, ker sem s to novico, da pač se poslavlja, bila seznanjena ravno na enem nastopu. Tako da sem se potem morala res prepričevati in dejansko ugotovila, da to je tisto največ, kar mi je ati dal, oziroma oba z mami. a ne. Res je blagoslov in največja sreča, da se rodiš v taki družini, kjer glasba toliko pomeni in da sta naj vzgajala in podpirala. Ne. Da bi si tudi Tudi- sam oče verjetno želel, da nadaljuješ to glasbeno pot. Točno ne? tako, do tega Ne glede na zaključka vse, sem kar prišla. se je zgodilo. Tako. Ste Zato pa- sem mu tudi posvetila to pesem. Ja. Ja, to, kar smo slišali zdaj, je bila pesem posvečena očetu, s katerim ste tudi večkrat, ko je še bil skupaj, stali na odru, cela družina. Imamo je. tudi fotografijo, na kateri ste celo vsi v narodni noši. je. Za katere inštrumente ste poprijeli? Ja, v naši hiši je bila skozi glasba doma, ta glavna. No? Imeli smo posebej glasbeno sobo, tudi če za druge stvari ni bilo dovolj prostora za ozvočanje, za inštrumente je bilo. Tako da jaz sem igrala klavir od nekdaj, sestra viola, obe sva peli, ati je bil kitarist pri raznih ansamblih, mami je naučil on bas kitaro igrati. Ja. No, nekaj časa je mami tudi klarinet igrala, danes igra tudi citre. No. Tako da res sem zelo vesela tudi, da je še vedno glasbeno aktivna. Tako da tako je izgledala, ja.
kakšna družinska zabava, ne, tam so bili nepogrešljivi. Če smo bili vsi štirje, smo morali iti na oder in zaigrati Seveda skupaj. se bojo ozvočenje in zaigrati. Neprecenljivi spomini in občutki, posebni občutki. No. Tudi naši glasovi so se tako lepo ujemali, res, ja. A ne, kri ni voda, ne, barve so šle skupaj, tako da hitro smo našli tudi več glasje in vsako takšno priliko smo izkoristili in skočili na oder in ne vem. Ste ustvarili res lepe spomine. Pa ne le na oder, no, tudi domače zabave, recimo, ne, tudi Max, ko je prišel prvič, recimo, k meni ni mogel verjeti, ne, sam počak še 5 minut, da končamo z vajo, ne, z musko sprejeli, res, ja. V glavnem pri 19 me je oči povabil v ansambel. Rekel, no, zdaj si pa Brigita že tukaj zrela, zdaj bi te jaz povabil v naš ansambel. To je bil ansambel takrat Franca Vegla. In nas prav spomnil občutku, ko sem bila počaščena. Ti misliš, da sem že dovolj zrela. In sem šla z veseljem v ansambel in mama je igrala bas kitaro, oči kitaro. Jaz klaviature tudi nekaj časa pela in Franc Vegel harmoniko. Tako da sem te poroke, veselice in tako naprej doživljala z njima. Se pravi, vam je oče dal to odgovornost do glasbe? Odgovornost pride sama po sebi potem, ne? Če ti glasbo vzameš resno in če si želiš napredka, ne? Je treba pač delati. Ne? Ja, tako da odgovornost in hkrati je bil on tudi moj največji kritik, recimo. Ko mi sem čakala Čekinoga, ko sem še v Ljubljani živela, da mu prinesem pokazati, da me zavrtim, ne? In mi je zelo pomenilo njegovo mnenje, ne? Ki je bilo dejansko realno in prav želela sem si njegovo kritiko slišati. Koliko si imela pa kaj sreče potem, kasneje, ko si se lotila svoje glasbene kariere, s kolegi, s katerimi si nastopala na odrih, pa niso bili v tvoji družini. Smo te spremljali kot solistko, pa tudi z Wernerjem. Večkrat smo te srečali tudi z drugimi kolegi, glasbeniki, glasbenice. Kako ste napletli te mreže? Si imela srečo tukaj? Srečo vedno. Jaz sem rojena po srečno zvezdo. Jaz imam res srečo, da imam večinoma res samo dobre ljudi okrog sebe. In vse se mi je takole samo od sebe speljalo v tisto smer, ko sem si želela. Spomnim se, ko sem gledala, ko sem bila mičke na kakšno pevko, sem rekla, jaz bi bila tudi. Ne vem, Simona Weiss, recimo, ali pa kjerkoli druga pevka, recimo. Nekoč bi si želela biti pevka, ampak bila sem precej ne samo zavestna dekle. Ko nisem bila nastopačica. Sestra moja je bila ravno kontra. Ko smo dobili obiske doma na mizo, plesala, balet, tretje pela, jaz ne. Precej zadržana, ampak močna želja je pa tlela v meni. Tako kot sem prvič recimo vstopila v glasbeno šolo, sem si želela, da bi bila nekoč sama učiteljica klavirja oziroma učiteljica v glasbeni šoli in se mi je to uresničilo. Tako sem si želela tudi postati pevka in prav vesela sem bila, mislim, vse se je moglo poklopiti, ne? Moja pot v Ljubljano, v Ljubljani sem začela veliko delati pa snemati kot back vokalistka, recimo raznim skupinam. Tako sem se tudi spoznala recimo Matjaža Vlašiča, pa ne nazadnje mojega moža. Tudi je ena slika, ko sem jo dala iz studija iz leta 97. Pri Tonetu Košmrlju so snemali Sherry Band takrat, ploščo in njihov menadžer je mene zaprosil, da bi bila njihova back vokalistka pri tem projektu. In na enem 5. snemanju sem spoznala kitarista. Kitaristi smo lepi fanti, se nimaš kaj. In pač sva se, tisti dan, ta prvi dan, ko sva se spoznala, me je vprašal, če bi se dobila 3 dni kasneje in se je začela najina ljubezenska zgodba, ki traja še danes. Poročila sva se kasneje, šele 14 let zatem. Tako da zelo pomembna stvar je, ki sem jo imela poleg seveda staršev, starši so res podpora družini je najpomembnejša, pa tudi seveda, da najdeš takšnega partnerja, ne? Da ni ljubosumen, da podpira in res vse je dal, kar se je dalo, zato da bi mi uspelo. Ne? Vztrajno je bil ob meni in moja karijera, v bistvu ni moja karijera, ampak pravim, da je najina karijera, ker od tistega dne, ko smo prišla skupaj do danes, je šlo samo še navzgor. Si pa v svoji karieri spoznala veliko glasbenikov, prijateljev, glasbenic, s katerimi ste napletli lepe vezi. Med mnogimi je tudi Saška Lendero, ki ti tudi sporoča nekaj in ima nekaj povedati o Brigiti Šuler. A res? Hej. Ja, najlepše povedati kakšno besedo o nekomu, ki ga imaš rad in ki ga spoštuješ in ki je krasna oseba. No. In to definitivno Brigita je. Jaz si rečem Brigitka, ker ji ne morem reči drugače, ker je toliko ena mehka in lepa oseba, zanesljiva
dobrodušna in dobronamerna. Sicer se pa poznamo od Brigitinega nastopa na Emi s pesmijo Parame, kjer je bila res odlična. Takrat sva z Miho tole pesem namenila njej in jo je vrhunsko zapela, kar se sploh ne čudam, zaradi tega, ker je Brigita vrhunska glasbenica in krasna pevka s krasno barvo vokala, s ful lepo interpretacijo. Vedno ji verjameš, ko nekaj zapoje, ker zna čustva prenesti tudi v pesem. Tako da, draga Brigitka, jaz te ful lepo pozdravljam in ti pošiljam enega ljubčka in en objem in si močno želim, da bi bilo takih ljudi na svetu čim več, kot si ti in tudi tvoj mož Max. Res, oba dva imam rada in vam pošiljam pozdravčke. To je bila Saška Landero o Brigiti Šuler, ki je naša VIP gostja danes. Hvala, Saška. Tudi Saška je res zelo pomemben človek na moji življenjski poti. Res sem vesela, da sem spoznala in njo in Miho in kot je že povedala, to sodelovanje takrat sem se zadnjič pravzaprav udeležila Eme in ta zadnja Ema mi je ostala v najlepšem spominu. Skladbo sem takoj začutila in na tistem nastopu najbolj uživala. Tudi prvič, da se nisem obmenjevala z neko koreografijo pa plesne vaje, ampak je super uspelo in skladba se je fajn prijela. Tako da sem bila res vesela, da sta mi Saška in Miha ponudila takrat to skladbo. Tudi pobližje smo se spoznali ob tej priložnosti in to tudi je krasna oseba in prijateljstvo še traja in upam, da se kmalu vidva Saška in da posnameva en duet skupaj. To so se tudi šalili na ta račun, ampak bi bil že čas počasi. To šalo bomo še mi vzpodbujali, da beseda ne bomo res to vzeli. V nadaljevanju pa še ena krasna skladba, ki nam je vsem tudi ostala v spominu. Skupaj z Wernerjem je nastala tale Hej, mala opala, potem pa pridemo nazaj in rečemo še kakšno več o tvojem možu in novi skladbi. Današnja VIP gostja je Brigita Šuler. Res je, Brigita Šuler danes v naši družbi, zdaj bomo mogli pa že kar hitro začeti govoriti. Mimogrede, ni še pobegnila, čeprav ste ma že parkrat pretresla do kosti. Moram ponoviti še, res zelo si lepa. Hvala lepa. Bom še jaz nekaj vprašala. Ti pa res vprašala. znaš ženski dati. A ne, da? Ja. Kdo ti vedno dela frizure? Kdo mi dela frizure? Moja frizerka Sabi. Res? Ja, v Ljubljani. Čeprav sem se preselila v Brežce. Ja? Hodiš k njej? Hodim k njej, ja, ker smo tudi drugač prijateljici. Sosedi sva bili, ena taka res neverjetno dobra duša in Mi smo ta teden tudi radili prijatelji s Sabi. Ja, res. Sabi ima tudi par stvari o tebi povedati. Ja, pa vi ste strašni. Naša Brigita je zelo preprosta oseba, vedno pripravljena pomagati, tako kot tudi njen mož Max. Zelo preprosta, prijazna, simpatična, res tako preprosta oseba. Poprime za vsako delo, noči ni težko narediti. Brigita tudi odlično kuha in peče, velikokrat sva bili z mami deležni njenih kosil, večeri. Pridela tudi ozimnico, krompir in še kaj drugega. Ko pa je za kositi trava pri njih, pa z veseljem sede na mini traktorček in pokosi travo. To je par besed o naši Brigiti. Ja. Sabi ima še nekaj za sporočiti, ne, naši Brigiti. Brigita moja, v prihodnosti ti želim predvsem veliko zdravja, pa še veliko ustvarjanja, ker vem, da vidva z Maxom imata ogromno idej, pa nikoli ne zmanjka, vedno je nekaj novega, nove pesmi, novi videospoti. Želim vama z Maxom obema, da preživljata res čudovit čas, tako kot ga vidva rada preživljata, varnih kilometrov. In veliko lepih trenutkov s tistim, ki jih imata najrajši. Čau! Lepe pozdrave od tvoje prijateljice in frizerke Sabi. Hvala vama, hvala Sabi. To je tudi ena neznansko lepa duša, takih oseb ni na tem svetu. Prava z Maxom, da to je pač, ne vem, angelsko bitje, ki v svojem prostem času pomaga vsem, kjerkoli da je treba. In to je frizerka med tem obdobjem COVID-a oziroma 2 leti se mi zdi, da je prostovoljno delala v kliničnem centru, naredila šolo za medicinske sestre, dopoldne tam, potem popoldne doma v frizerskem salonu, odlična vizažistka, tudi ima TV izkušnje. V glavnem,
Prekrasna oseba, tako da sem vesela, da je ob meni v mojem življenju in da sem jo spoznala. Res imaš krasne ljudi okrog sebe, ki te podpirajo. Še enega sem pa pozabila omeniti, ki pa je bil danes, se že celo uro pogovarjamo o moji karieri. V bistvu pa najpomembnejši človek v pravem času na pravem mestu. Zelo sem vesela, da me je tistega leta 2005 poklical, če bi zapela z njim duet. Jaz sem se še malo obutavala, da pa grem na sestanek, da vidim, kaj ima Werner za predlagati. To je bil človek, ki je resnično od prvega trenutka, kar me je spoznal, verjel vame. In ti odprl vrata. Mi odprl vrata, posnela sva Hejmela Opala, ki je bila tistega leta res zelo velika uspešnica, tako da sem vesela med drugimi, poleg vseh dobrih ljudi, ki sem jih srečala na poti, za Wernerja, ki mi je pa uresničil sanje po drugi strani. Dejansko mi je ta skladba in sodelovanje z njim odprlo mnoga vrata v svet glasbe, ki se sicer ne. Danes si že na svoji samostojni glasbeni poti in danes tudi s tem razlogom, da predstavimo čist nov izdelek izpod tvojih prstov. Res je. Zelo sem vesela, da danes na petek 13. gostujem pri vas in da je uspelo. Moj mož se sicer ukvarja z videoprodukcijo, audioprodukcijo, veseli ga ni, da ni in veliko prejme imamo v hiši, tako da bi bilo škoda, da je ne bi izkoristila tudi zase. Lahko bi bolj pogosto. Bolj pogosto, tako da veliko krat kakšna najina potovanja, dopuste izkoristva tudi za posnet kakšne lepe kadre. Tako da dejansko so bili vokali za novo skladbo, samo še en objem, za katerega glasbo je napisal Primož Ilovar, besedilo Igor Pirkovič, priredbo sem pa zaupala Janezu Repniku. Zelo lepa skladbica, takoj na prvo žogo, ko mi jo je Primož ponudil, mi je bilo všeč in je čakala tole premiero 1 leto, moram povedati. In danes sem zelo vesela, da je tukaj, da nam je uspelo še nekako predstaviti in posneti tudi video spot. Še preden jo slišimo, samo še en pozdrav tebi zelo dragega človeka. Še en pozdrav. Ne vem, če bom prenesla. Kje je spet moja žena? Zdaj sem pa že pošteno lačen. Brigita, hitro domov! No, zdaj sem se pa pošteno pohecal. Draga Brigita, moja žena, marsikdo ne ve, da si poleg vseh svojih obveznosti v prvi vrsti zelo pozorna do mene. Celo tako pozorna, da greš včasih ob 10. zvečer kuhat kosilo za naslednji dan, samo da ne bom jaz slučajno lačen. Draga moja Brigita, zdaj je pa končno prišla priložnost, da se ti iz srca zahvalim, da si tako pozorna in ljubeča žena, super prijateljica in partnerka v pravem pomenu besede. Hvala ti za vso ljubezen. To je bil mož Max in seveda je spodbudil nekaj solza naše gostje, Brigite Šuler. To je bila pa polna kava. Že mami, že Saška, že sami. Da boste pa Maxa prepričali, da bo kaj povedal. Pa ne sem povedal, posnel se, ker on je človek, ki ne rad nastopa, ne vem, prepričujem ga že, oziroma me kolegi novinari doskrat, pa ne pride s tabo vodajo. Ne, jaz sem ob tebi, ampak spoštujem to, da ne mara posebne pozornosti. Ampak za ženo naredi pa vse. Sam ta prav ga mora vprašati. Očitno, evo, danes dalje. Tako da Brigita, hvala še enkrat za to, da si sprejela naše povabilo, da si naša gostja. Naj bo šolsko leto zares prijetno in lepo, tvoje življenje nadprijetno, ostani tako prijetna oseba, obkrožajo te krasni ljudje in zato tudi življenje tako lepo je. Za konec še tvoja najnovejša skladba, Samo še en objem, in hvala, ker si nam jo premierno zaupala. Še nekaj dni je na drugih frekvencah in televizijah ne bodo videli, mi pa jo imamo. Tako da hvala in še veliko uspehov tudi na tvoji poslovni, glasbeni poti. Vse dobro, Brigita, hvala ti. Najlepša hvala. Hvala iz srca, res. Polepšali ste mi ne le trenutek, ne uro, ampak življenje. Ste mi presenečeni. Budite dobro tudi vidva. Rado vaju imam tudi sta krasna človeka in seveda lep pozdrav, vse dobro, obilo zdravje tudi vsem poslušalcem oziroma gledalcem. Hvala. Hvala. Veseljakov VIP petek.